lahko prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o socialno-varstvenih pomočeh. Pred vami je predlog spremembe odloka o socialno-varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice, in sicer, da se spremeni 8. člen odloka tako, da se en del pomoči, in sicer do 25% višine dodeljene pomoči letne, dodeli v obliki bona za nakup pralnih plenic. Ostala sredstva, spravi 75%, se še naprej dodelijo v obliki finančne pomoči. O tem, ali se v posameznem letu del sredstev nameni v funkcionalni obliki, vsako leto, konec leta odloči občinski svet. Predlog je oblikovan z namenom, da se morda občani nekoliko tudi ekološko osveščajo v smislu uporabe plenic, ki se ne odmetavajo v smeti, se pravi varovanje okolja, kakor tudi neka podpora, spodbuda k aktivnostim oziroma proizvodnji socialnega podjetja, ki deluje na območju Posavja in proizvaja te plenice. Ja, hvala. No, jaz moram reči, da ta odlok smo šli prav na pobudo prvega socialnega podjetja, oziroma dva sta v tem Posavju in tudi druge občine so se nekako odločile, da bi tudi s tem dale dejansko z besedam tudi neko težo tem socialnim podjetjem, kajti zelo veliko bilo govorjeno, da treba socialnim podjetjem pomagati in omogočiti, in tudi s tem odlokom, da bi lahko te dobili en del v pomočeh od teh podjetij, bi tudi pokazali k tem, da smo resni in da podpiramo socialna podjetja. Seveda, jaz upam, da danes, koliko ste videli, sem videl, da so bile te gospe tudi tam, da so vam lahko predstavile tu na hodniku, in jaz upam, da bomo ta odlok vseeno potrdili in tudi na takšen način omogočili razvoj socialnih podjetij. Mislim, da v drugih občinah so ta procent podlenic še dal bistveno večji, seveda in s tem tudi pokazali, da resnično želimo pomagati razvoj tudi socialnih podjetij in pa še podjetij iz domačih krajev. Toliko, prosim pa odbori, ste dali svoje mnenja. Igor Zorčič, statutarna je danes imela, nič posebnega. Stanka Preskar, odbor vaš je dal negativno, meni se zdi. Kaj pa finance? Ste pa potrdili, ok, v redu. Prav prijazen pozdrav tudi v mojem imenu in hvala lepa za besedo, gospod župan. Torej, na odboru za družbene dejavnosti smo se resno pogovorili o teh zadevah in kot ste dobili tudi na mizo, smo zavrnili, da naredimo spremembo odloka. Tu je pač več razlogov. Seveda, osnovno izhodišče naše je to, da zagotovo se je potrebno ekološko obnašati in tukaj ni noben član odbora imel kakršnega koli negativnega stališča. V nobenem primeru tudi nismo razmišljali o tem, da bi kakršnokoli socialno podjetje, ki je, tudi zavračali njegovo delo v nekem okolju. Vendar to, da pa v odlok vnesemo absolutno odločitev, da 50% sredstev, ki jih mlada družina ob rojstvu, ali pa 25 ali pa 5, zdaj kakorkoli vseeno, mora imeti v obliki nakupa oziroma da pač dobi te plenice, ker vsi tisti, ki smo kadarkoli rodili, pa čeprav smo bili študentje, smo si pač zelo jasno začrtali, na kak način bomo prve dneve preživljali ob otroku in verjetno tudi potem kasneje in si naredili tudi prioritete v svojem delu z majhnimi otroci. Zato je bilo naše stališče jasno, da mlada družina, mlad par, mlad ali pa samohranilka kakorkoli,
v tistih trenutkih potrebuje in v času, v katerem se danes odloča za otroka, predvsem finančna sredstva. In jih brska in praska na različne načine in se nam ne zdi prav in za mene osebno je to tudi popolnoma nasprotju z razmišljanjem o tem, kaj posameznik ima pravico na koncu koncev demokratično odločati o nečem, kaj bo mu neka skupnost ponudila. Zato smo soglasno podprli oziroma smo glasovali, da smo proti spremembi takega odloka. Tist, ki je ozaveščen, bo pa tako ali tako se že pripravil v tej smeri, bo tako ali tako tudi v nadaljevanju kupoval takšne plenice in pač naj sam demokratično odloči, kaj in na kakšen način bo porabil denar, ki mu ga skupnost tudi namenja. Hvala. Hvala lepa. No, jaz bi sam povedal, da tu pri tej pomoči ne gre za pravico pomoči, ampak je to čisto, bi rekel, dobra volja občine Brežice, da bilo kaj sploh da, ker ti gre za neobvezno pomoč in jo lahko seveda svetniki dajo, ne dajo, lahko jo dajo v takšni ali drugačni obliki oziroma občina. Tako da z tega vidika je treba to posebej poudariti, da ne gre za obvezno neko pravico, ki bi pripadala občane in gre tako in tako to za neki nadstandard, ki ga naša občina pač daje. Lahko. Ampak samo v tem vidiku, da ni obvezna stvar. Ali je? Prosim. Slišimo. Zadeva je potrjena strani občinskega sveta. Je res? Odlok velja. Torej, velja v obliki, za katero se je odločila občina in občinski svetniki. Je to res? Je to res? In v tem primeru torej se pogovarjamo samo o tem. In v tem primeru je tudi pravica človeka, ne glede na to, ali je januarja otrok rojen ali novembra, da ta denar ali pa neko obliko prejme. Če pa spremenimo, pa seveda govorimo o drugačnih oblikah. Je pa tudi res, gospa svetnica, da vekolikor občinski svet pri novem proračunu ugotovi, da nima sredstev in jih ne bo za to namenil in ne bo dobil nobeden nič. Ne plenice, ne sredstev, ne denarja. Ja, kar pomeni seveda, da je to ni pravica splošna za ta, ampak je dejansko darilo občine Brežice tem staršem, ki ga pa lahko da v obliki materialni ali pa finančni. Sam to sem želel razložiti. Prav, odpiram razpravo. Dobro, Jože Piltaver, Katja Čanžar, Stanko Tomše, Igor Zorčič, Aljoša Rovan. Še kdo? Ne, s tem Aljoša Rovan je tudi zadnji, ki se prijavil k tej razpravi. Prosim. Žal ne moramo narediti, da bi lahko omejili potem dodatno prijavljanje. Še enkrat pozdravljeni, pa upam, da samo še enkrat potem danes. Jaz sem iz tiste generacije staršev, ko smo prijemali v fizični obliki pakete. In v tistih paketih so bile seveda v prvih letih plenice še kar dobre, pa seveda ostalo zraven, kar je bilo. Potem pa seveda se je na to prilepila to sama Domžale in so bile že drugje plenice boljše, mi pa smo tam še vedno dobivali take, da ko si otroka enkrat preoblekel, so se raztegnile na vse strani in potem bi bilo bolj, da si ga zavil tako kot ciganka oziroma Romkinja v ruto. Zato sem načeloma proti takim dejanjem. Po drugi strani pa še predvsem zato, ker če se je že nekdo odločil za otroka, se je verjetno zavestno in če mu že dajemo neke bonitete oziroma mu dajemo darilo, ki v tem primeru tudi denar je, potem ga naj dobi v denarju. In se bo sam odločil, kako ga bo razporedil, s tem, da imamo že v veljavnem odloku, da pa v
primerih, ko center za socialno delo ugotovi, da je pač bo ta denar šel za alkohol, ne pa za družino kot tako, da potem lahko ukrepa in dejansko to nameni v resnici otroku čez določene dobrine, ki verjetno gredo otroku. Zato bom glasoval proti. Hvala lepa. Katja Čenčak, druga. Lep pozdrav. Jaz sem mogoče svetnike in svetnice prosim, da še enkrat premislimo, namreč gre za prvo ustanovljeno socialno podjetje in da so nas v tej dvorani vedno velika usta besed, kako je potrebno razvijati podjetništvo v naši občini, ko pa pridemo recimo do enega nevsakdanjega primera, potem pa nam je vse drugo pomembnejše. Kot mlada mati se zdaj pač več ne morem odločiti za to, ker smo prerastli, ampak mi je pa žal mogoče, no, da se nisem in če bom še kdaj mati, se bom za to odločila. Tako kot veste, to bi potem je res neposredno namenjeno otroku in če že nekaj dobiš domov, boš zagotovo poskusil. Če pa potem to pomeni, da vsaj nekaj procentov staršev, ki bodo to sprobali, ostane na tem, pa mislim, da je ta občinski svet naredil veliko nalogo. Hvala, Stane Tomše naprej. Hvala za besedo, gospod župan. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, zelo na kratko. Močno podpiram razvoj socialnih podjetij, vendar ne na način odločitve namesto staršev, ko se odločajo za novorojenčke in že v teh časih je to kar taka korajžna odločitev. Če je nek namen, dober namen občine, da se namenijo neka sredstva za rojstvo otroka, je prav, da potem ta sredstva tudi namenimo v obliki, da se starši odločajo sami. Se pa čisto strinjam, da je treba ekološko naravnana podjetja, sploh pa izdelke, zelo močno podpirati. Se opravičujem. In bi mogoče preko kakih delavnic pa te mlade starše tudi ozaveščali o uporabi takšnih plenic in predstavitev tega podjetja staršem bi bila mogoče bolj na mestu, da se pač odločijo za njihove izdelke. Je pa tudi tu eno vprašanje ekologije. Tu vemo, da so to pralne plenice, ki pa spet preko pranja in obremenjevanja odpadnih voda s fosfati iz pralnih praškov tudi nimajo neke konkretne analize, kaj to prav pomeni. Tako da v bistvu glasoval bom proti. Mislim pa, da je treba podporo takim podjetjem na nekem drugem nivoju izvajati. Hvala. Hvala. Še naprej je Igor. Hvala za besedo. Jaz se seveda pridržujem stališču, da je treba spodbujati socialno podjetništvo, ampak ta predlog odloka je glede tega zelo nedorečen in še zdaleč ni tako, kot ga je predlagatelj predlagal. Namreč v prvem členu določa naslednje. Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se podelita praviloma v denarni obliki. S tem se vsi strinjamo, verjamem. Pomoč ob rojstvu otroka se lahko v največ 25% višine dodeljene pomoči podeli tudi v obliki bona za nakup pralnih plenic. Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se lahko dodelita tudi v funkcionalni obliki v celotnem znesku v primeru, da center za socialno delo ugotovi, da bi bila primernejša funkcionalna oblika denarne pomoči. Torej, znajdemo se pred situacijo, ko bo o tem odločal center za socialno delo, nihče ne ve na kakšnih podlagah, ali bo to tako, da bojo kar rekli, ti boš dobil socialno oziroma funkcionalno pomoč,
nekateri bodo dobili denarno pomoč, se pravi, to je popolnoma nedorečeno. Druga stvar, ki je in zelo pomembna, jaz si zelo želim, da bi to podjetje uspelo z svojim poslovanjem, ampak nekaj moramo vedeti, tudi iz predloga to izhaja. Vkolikor bo občinski svet izglasoval spremembo odloka, tako piše v predlogu, bo občina Brežice predhodno izvedla ustrezni postopek za izbor dobavitelja pralnih plenic za naslednja 4 leta. Meni ni jasno, kako že zdaj vemo, kdo bo izbran na naslednjem razpisu. Skratka, namigovanja o tem, da zdaj ali podpiramo ali ne podpiramo to konkretno podjetje, so tle popolnoma deplasirana, ker bo šele razpis in tam bomo videli, kdo bo pravzaprav na razpisu uspel. Razen, če gre za, ne vem, kakšne posebne razpise. Tako da iz tega razloga, zaradi nedorečenosti tega predloga, odloka, le tega ne morem podpreti. Dobro, kar se prvega tiče, bo pomislil Nuša, tam pa mislim, da je jasno, kdaj je funkcionalna oblika. Aljoša Rovan. Da je funkcionalna, to ima pa center jasno, se ve, kdaj je funkcionalna, kdaj je pa denarna oziroma taka. Tako da tam pa mislim, da ni dvoma. Prosim, Aljoša. Hvala za besedo. Ja, prosim, dajmo se imeti. Težko se strinjam s tistimi, ki so razpravljali pred menoj, da mora biti to svobodna in demokratična, ne vem kakšna odločitev staršev, zakaj bodo denar namenili. Vsi dojenčki nosijo danes plenice, razen mogoče tistih, o katerih je govoril kolega Piltaver, ampak velika večina jih pa nosi plenice. Se pravi, plenice bojo morali kupiti. In tako ali tako. In plenice niso poceni, tako da za teh 50 evrov bojo v vsakem primeru porabili za plenice. In če jih poskušamo voditi občane v neki ekološki smeri, to močno podpiram, ker vemo, da so porabljene plenice ena od pomembnih delov trdnih odpadkov, ki se jih ne da reciklirati. Tako da bom seveda glasoval za. Hvala. Lepa Nuša, jaz bi prosil samo odgovor, Igor, na prvo, kajti mislim, da tam je pa zelo jasno, kdaj je v funkcionalni obliki in ta odlok, mislim, da je jasno to določa. Torej, Center za socialno delo odloča samo res v izrednih primerih, ko ugotovi, da bi bila podelitev v denarni obliki v bistvu nenamensko porabljena sredstva. Od teh 25% pa odlok v zadnjem stavku določa, da v bistvu vsako leto pred koncem leta občinski svet odloči, ali se bo podelil torej 25% v funkcionalni obliki. Vkolikor se občinski svet ne bi recimo na naslednji seji opredelil, da gre to na ta način, potem seveda v naslednjem letu ni možnega 25% deleža v funkcionalni obliki. Se pravi, občinski svet se na podlagi tega odloka lahko vsako leto odloči ali da ali ne. Torej, o tem delu 25% ne odloča Center za socialno delo, temveč občinski svet. Kar pomeni, da če v letošnjem letu sprejmemo, če boste se odločili, bo to bilo za 1 leto, potem pa se bo ugotovilo, ali je bila ta stvar dobra ali ne in potem seveda naslednjo leto več ni potrebno dati. Tako da jaz še vedno smatram, da z tako ekološkega vidika kot z vseh ostalih je prav. Konec koncem pa, če že gremo o tem, o zaveščanju, vemo, da nam država tudi predpisala, da moramo urediti marsikaj in sigurno, če bi nam prosto dovolili, ali imaš kanalizacijski sistem, ali imaš čistilno napravo, sem prepričan, da jih večina občanov ne bi kupilo in je marsikaj nas država osveščala, predvsem z raznimi predpisi, pa tudi z globami o hitrosti, ker če ne bi bilo glob, verjetno bi se bistveno bolj pripravljali. To je pa en blagi način osveščanja ljudi na tem, da z relativno malimi sredstvi lahko veliko naredimo za okolje. Toliko, jaz bi dal zdaj zaključil in bi šel na glasovanje. Prosim. Ja, lahko, to pa še lahko, če želi kdo obrazložitev. Dva sta, Katja Čanžek, pa Tomislav Jurma, obrazložitev glasov. Ja, mora še enega otroka imeti, je rekla, za tega več ne rabi. Ja, ali pa še 2, ne. Torej, glasovala bom za. Predlagam pa občinski upravi, da pripravi tudi anketni vprašalnik, če bo, kolikor bo tole podprto,
da dobimo recimo že v enem letu potem lahko tudi povratne informacije staršev in bomo tudi v nadaljevanju se lažje odločali. Hvala lepa. Še Tomislav Jurman je rekel. Nažalost, moram spet govoriti o tem, da so neke stvari slabo pripravljene. V materialu, ki ga imamo, ne piše, da na vsakem koncu leta občinski svet sprejme za eno leto, na drugi strani pa piše, da bo občina Brežice predhodno izvedla ustrezni postopek za izbor dobavitelja pravnih plenic za naslednje 4 leta. Spoštovani gospod župan, A, odločite se, kaj želite, B, končno kontaktirajte vaše svetnike vnaprej, pa boste imeli bistveno manj težav. Danes tega žal niste speljali, žal mi je za socialno podjetje, ki bi lahko imelo nek učinek, pa ga ne bo imelo zato, ker ste vi slabo opravili svoje delo. Hvala. Gospod Jurman, javni razpisi se lahko speljajo za 4 leta, s tem, da se za 1 leto podpiše pogodbe, v nadaljevanju se pa da klauzula, da se bo podpisalo, koliko bo dal občinski svet. Tako da, gospod Jurman, mislim, da ste vi padli na izpiti, ker slabo poznate javne razpise. Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Prisotnost, prosim. In pa glasujemo. Ugotavljam, da tudi ta odlok sprejet in prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda.